veste, da se jaz rada žrtvujem za znanost. No, zato sem si tokrat poskusila s prehrano urediti svojo ščitnico. Kaj sem jedla, česa nisem in ali mi je uspel, si poglejte v tem video posnetku. A ja, pa stisnite like, da ne boste pol pozabili. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Aleš, Bija. Midva sva v bistvu laboratorij postavila zato, ker ima Bija vse bolezni na tem svetu. In če ne drugega, nama pa vsaj prav pride, da se ona lahko testira, zato ker med drugim ima pa tudi težave s ščitenco, se pravi Hashimoto, in potem vsake toliko časa vzamemo kri, pa pogledamo, kaj se dogaja z njeno ščitenco. Ok, tako kot je Aleš rekel, imam težave s ščitenco, to sem povedala že večkrat. Moja ščitnica deluje slabš. Odkar sem odkrila, da imam Hashimoto in pa sem ga začela zdraviti, se je sicer stanje precej izboljšalo, še vedno pa pride kakšen dan, ko se vsi tisti slabi simptomi vrnejo. In to je zato, ker vsi hormoni v telesu nihajo in so odvisni še od nekaterih drugih dejavnikov. Enak velja pa tudi za ščitenco. Tudi ti ponovadi opaziš, da ti kdaj ščitenca dela malo boljš in se v bistvu takrat boljš počutiš, včasih ti pa deluje slabš, kljub temu, da pač vsak dan jemlješ svoje zdravilo. No, lahko bi jamrala ali pa pač počakala, da mine, sem pa namesto tega raje začela razmišljati, če se ščitenci mogoče da pomagati tudi kaj s prehrano. In v enem izmed prejšnjih videoposnetkov sva tako namreč razglabljala, da obstajajo nekatera priporočila glede hrane, ki ne bi ščitenci pomagala, in pa kateri hrani bi se bilo treba izogibati, zato da bi ščitenca delala še boljše. No, ker nimam kaj izgubiti, sem se odločila, da poskusim, zato sem zadnji mesec upoštevala vsa ta priporočila glede prehrane, pa dajmo pogledati, a se je kaj spremenilo. Seveda sem kot običajno kri dala pred začetkom poskusa, nato pa zadnjič še včeraj, ko sem se po enem mesecu res strogo držala vseh teh priporočil. A je sprememba? Kako sem si uredila ščitenco? Dajmo pogledati. No, da vidimo zdaj ta TSH po dieti. No, v prejšnjem videu sva že povedala, katera so tista živila, ki blagodejno vplivajo na ščitnico, zdaj si pa moram iz teh živil sestaviti nekaj za jesti. Najprej za zajtrk. Tukaj si strokovnjaki niso čisto enotni. Nekateri zagovarjajo teorijo, da so fermentirani mlečni izdelki za ščitenco dobri, zato ker vsebujejo jod, a drugi pa pravijo, da mlečni izdelki sploh niso priporočljivi, ker v telesu lahko povzročajo vnetja, to pa še slabša Hashimoto. V prejšnjem videu sva povedala, katera so tista živila, ki na ščitnico vplivajo blagodejno, no, zdaj si moram pa iz njih sestaviti nekaj za jesti. Najprej za zajtrk. Rekla sem sicer tudi, da se bom izogibala vsem belim stvarem, čeprav služba. Zato se bom mlečnim izdelkom izognila in poskusila svoj običajni jogurt zamenjati z nečim drugim. Recimo kokosovo mleko z malinami, namesto cornflakesa pa bom gor dala oreščke in semena, ki na ščitnico ugodno vplivajo. To so predvsem pekani, mandlji, orehi, brazilski oreščki, arašidi in pa sončnična semena. Evo, pa je skoraj tako kot jogurt, a ne? No, ker je pa zdaj čas za malco, si grem pripraviti eno banano in pa pest brazilskih oreščkov, ki so dober vir selena. No, ker se moraš na dieti za boljše delovanje ščitnice izogibati tudi glutenu, bo moj sendvič za malco danes izgledal takole. Pri kosilu bo stvar malo lažja. Na ščitnico ugodno vpliva zelenolistnata zelenjava, recimo špinača, in pa tudi vse žitarice brez glutena, razen koruze in soje. Torej, solatka s piščancem, jajcem in čičerikom. Za večerjo bom pripravila lososa. Ta je bogat vir vitamina B6 in joda ter ugodno vpliva na ščitnico. Zraven bom še malo gob in solato iz rdeče pese, sama dovoljena živila. Videli ste, kako si Bija pripravila nekaj obrokov iz živil, ki so dobri za ščitenco. Da si boste pa lažje sestavili svoj nakupovalni seznam, pa dajmo še enkrat pogledati, katera so ta živila. Najprej jod. Rekli smo sicer, da moramo joda zaužiti ravno prav. Ne preveč in ne premalo. Ga pa najdemo v algah, sardinah, jajcih, tuni, kozicah, rakcih, školjkah in tako naprej. No, pa seveda tudi jodirani morski soli. Za ščitnico je zelo pomemben tudi selen. Tega najdemo v brazilskih oreščkih, govedini, jagnjetini. Je pa selen zelo občutljiv na proces priprave živil, zato se je dobro izogibati predpripravljeni in predelani hrani in pa hitri hrani. Naslednji je cink, ki ga najdemo v pekanih, mandljih, orehih, pa tudi v sardinah, jagnjetini in pa v grahu.
Pomemben je tudi vitamin A, največ ga vsebujejo jetrca, pa tudi rdeča paprika oziroma čili, zeleno-listnata zelenjava, naprimer blitva, ohrovt, špinača, pa tudi pesa, buče, melone, papaja in pa nektarine. Ščitnici pomagajo tudi vitamini iz skupine B vitaminov, recimo B2 oziroma riboflavin. Tega najdemo v mandljih, kalčkih, rumenjaku, no pa tudi v otrobih, gobah in divjem rižu. B3 oziroma niacin, ki ga najdemo v neoljubljenih arašidih, otrobih in pa piščančjem in pa puranjem mesu. Pa tudi vitamin B6, ki se nahaja v sončničnih semenih, če se spomnite, sem jih jaz dajala na solatko. Nahaja se pa tudi v tuni, jetrih, orehih, lososu, postrveh, leči in fižolu, čičeriki in pa bananah. No, za ščitnico so pa dobre tudi vse žitarice, ki ne vsebujejo glutena, z izjemo koruze in pa soje. V ščitnici pa paše tudi jagodičevje, robide, maline, borovnice, semena in pa vsi oreščki. Za vse tiste, ki ste zamudili video od zadnjič, dajmo ponoviti, kaj ščitnici lahko škoduje. V manjši količini naj bi oseba uživala zelje, cvetačo, redkvice in pa ohrovt. Ta živila lahko počasnijo izločanje hormonov ščitnice in to zdaj ne pomeni, da teh živil ne smete jesti, samo pač ne jih jesti vsak dan. No, priporočljivo pa je tudi manjše uživanje predelane hrane, mastne hrane, ocvrte hrane, hitre hrane, pa tudi vnos alkohola je treba zmanjšati. No, treba pa je zmanjšati tudi kofein, kar je mene malo matralo. Se izbiraj kavo, ne? Imam pa zeleni čaj, ki deluje protivnetno. Evo, en mesec sem se torej držala teh priporočil glede prehrane za ščitnico, pa dajmo zdaj pogledati, a se kaj pozna tudi na mojih izvidih. A te v bistvu zanima? Zato, ker imaš lihkar pomerjeno? Ja, zanima me. No, okej. Pred tem izzivom je bil moj TSH 3,2, zdaj pa je... Mogve. Toliko dober mi pa ščitnica še ni delala. Nižji, torej je sprememba opazna. Prav tako pa moram reči, da sem se v času te diete precej dobro počutila. No, pa tudi ko res bolj clean, zdravo sem jedla. Ampak tale moj izvid. Sploh ne moram verjeti, da je tako nizek TSH. V bistvu, odkar pomnim, še nikoli ni bil tak. Pa si ga dokaj redno merim. Me prav zanima, kaj bi rekla moja tirologinja. No, res pa je, da sem jaz pač ena izmed tistih, pri katerih se s prehrano da vplivati na spremembo laboratorijskih izvidov, kar smo v bistvu tudi pokazala že v kakšnih prejšnjih videoposnetkih. No, ker pa je Hashimoto v bistvu vnetje, jaz mislim, da mi je precej pomagala tudi protivnetna dieta, ker sem se jo šla v bistvu še preden sem se šla tole dieto za ščitnico. Kako pa izgleda ta protivnetna dieta, kaj sem jedla, čemu sem se izogibala, dajte si to pogledati v prejšnjem videoposnetku. No, ampak evo, živila, ki ugodno vplivajo na ščitnico, izogibanje glutenu, izogibanje mlečnim izdelkom, izogibanje hitri hrani in kofeinu, pa dober spanc in evo, izboljšala sem si ščitnico. Če povzamem, na mojo ščitnico se je dalo vplivati tudi s prehrano, zato poskusite, mogoče se da tudi na vašo. Če vam je pa video všeč, pa veste, kaj morate narediti. Pa seveda, naražite se na kanal, da ne zamudite še kakšnega tazga videa. Midva se še malo vračava v laboratorij. Se vidimo naslednjič. Vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau! Največ malo katerih... Poznaj konec. Kaj če vzem to tanko jedli? Si fakt misel. Če se sekne. Sada mazo. No, za ene je to najbolj zoporen del, za enim je pa čisto fajn, ne?